Imamo nalogo. Zapiši enačbo premice, ki gre skozi točko A 4 več za minus 3 in je vzporedna premici 3x minus y plus 2 je enako nič. Torej, naša naloga je, da zapišemo enačbo premice, ki sicer v splošni obliki izgleda takole. Kx plus n. Torej, moramo izračunati k in pa moramo izračunati n. K bomo zelo enostavno dobili iz dejstva, da je ta naša premica vzporedna premici s tole enačbo. Torej, imata enaka k-ja. Ampak, edini problem tukaj je to, da je ta premica zapisana v implicitni obliki. Torej, jo rabimo obrniti v eksplicitno obliko. In naredimo to najprej. Jo prepišemo. Eksplicitna oblika je ta. Kaj je posebnost te oblike? To, da je na levi strani y sam. Torej, vse, kar ni y, bomo zdaj spravili na desno stran. Torej, nam ostane minus y, vse ostalo damo na drugo stran, se spremeni predznak. Torej, minus 3x minus 2. In ker ne želimo imeti minus y, ampak samo y, še množimo z minus 1. Nam ostane y je enako 3x plus 2. In od tod lahko preberemo smerni koeficient. K je enako 3. In ker sta te dve premici enaki, je tudi naš k enak 3. Torej, sedaj imamo že skoraj napisano enačbo. Izračunati moramo samo še n. To bomo naredili iz drugega podatka, ki je v naši nalogi, in sicer iz tega, da gre skozi točko 4 več za minus 3. Ker je ta točka na naši premici, lahko tiste dve koordinati damo notri namesto x in y. Torej, če samo prepišem, y je enako 3x plus n, to zaenkrat vemo o naši premici, sedaj pa vstavimo namesto x 4, namesto y pa minus 3. Torej, minus 3 mora biti enako 3 krat 4 plus n. In sedaj bomo izračunati n. Najprej bomo tole pomnožili, torej minus 3 je enako 12 plus n. Sedaj pa to številko, ki je na desni strani, damo na drugo stran. Dobimo minus 3 minus 12 je enako n. Tole seštejemo in dobimo, da je n enako minus 15. In lahko dopolnimo našo enačbo, torej y je enako 3x minus 15. In to je enačba naše premice.